Dobrodošel, mali srček. Miška Rozi te vabi, da skupaj odkrivata skrivnost srčnega kristala. Udobno se namesti, lahko zapreš svoje oči in si predstavljaš, da je tvoje telo ovito v mehko, čarobno odejo svetlobe. Naredi en počasen vdih skozi nos in počasen izdih skozi usta. Še enkrat, tako nežno, kot da pihneš veter čez cvetlice na vrtu. Zdaj si pripravljen, zdaj si pripravljena, da greš z mano in z eno posebno prijateljico na čudovito pustolovščino. Njeno ime je Miška Rozi. Živi v mehki, cvetlični votlini pod starim hrastom, kjer diši po sivki, suhem senu in sladkih sanjah. Rozi je nežna, radovedna in pogumna. Ima rožnate tačke, puhast rep in srček, ki kar žari od dobrote. Neko jutro, medtem ko pregleduje staro skrinjico svoje babice, najde nekaj prav posebnega. Stara mapa, posuta z zvezdnim prahom. Na njej je narisana pot. Pot skozi travnike, mimo šepetajočih dreves, čez čarobni potok in na koncu velika skala z zlatimi vrati. Na vrhu mape piše: samo srčna bitja lahko najdejo kristal, ki sveti znotraj. Rozi pogleda zemljevid in srce ji kar zaigra. To bo moja pustolovščina, reče in čez rame poveže svojo torbico iz regratovih stebel. Ampak ona povabi tudi tebe na to posebno pustolovščino. Skupaj stopita na pot. Sonce vaju greje, metulji vaju spremljajo. Gozd vama šepeta nežne zgodbe. Prva postaja je travnik, kjer polžek joka, ker se je izgubil. Rozi se ustavi. Greva skupaj, mu reče in ga prime za tipalko. Skupaj ga pospremita do njegove školjke. Zdaj si prišel domov, reče Rozi, in polžek se ji nežno zahvali s toplim objemom. Pot nadaljujeta in prideta do potoka. Tam opazita ribico, ujeto med kamenčki. Rozi hitro skoči v vodo, prestavi kamne in reši ribico. Hvala ti, Miška Rozi, ti miška s svetlim srcem, ji reče ribica in ji v zahvalo podari kapljico srebrne vode. Ko se zdaj tako ti in Miška Rozi povzpneta na hrib, že vidita tisto, kar iščeta, zlata vrata v skali. Rozi pogleda mapo. Zdi se, da sta prišla do konca.
a vrata se ne odprejo. Nekaj manjka, tiho reče Rozi. Nenadoma iz torbice zasije srebrna kapljica, tista, ki jo je dala ribica. In izpod Rozine tačke zasveti še nekaj. Nežna lučka, ki prihaja iz njenega srca. Vrata se odzovejo, zaškripajo in počasi se začnejo odpirati. Za njimi se blešči čudovita kristalna dvorana. Na sredi lebdi kristal, velik, mogočen, v obliki srca. Vsakič, ko Rozi naredi korak bližje, zasije še močneje. Ko pride do kristala, je leta zašepeta. Ti si tista, ki si dokazala, da prava moč ni v mišicah, temveč v srcu. Tvoja prijaznost, pogum in sočutje so mi pokazali pot. Kristal zasije tako močno, da za trenutek vse se odene v mehko svetlobo. Rozi začuti toploto in tudi ti, ko se tvoj srček nežno spomni, kako čaroben je. Zdaj je čas, da se počasi vrneta. Skupaj z Rozi greš nazaj čez travnike, mimo potoka in med drevesi. Vsak korak je kot opomnik, da čarobnost nosiš prav v sebi. Da tvoja prijaznost nekaj pomeni in da tvoj nasmeh spreminja svet. Rozi te pogleda, te prime za roko in reče: hvala ti, ker si šel z menoj. Zdaj veš, srčni kristal sveti znotraj nas in kadarkoli boš podvomil ali podvomila vase, ga samo poišči, zapri oči in prisluhni svojemu srcu. Naredi zdaj še en počasen vdih in izdih. Začuti, kako se vračaš nazaj v svoje telo. Prsti na nogah, prsti na rokah, tvoj obraz in tvoj nasmeh. In ko boš pripravljena, ko boš pripravljen, nežno odpri svoje oči. Dobrodošel in dobrodošla nazaj. Miška Rozi ti maha in tvoj kristal že sije. Pa.